Na začetku lahko za področje glasbe rečem, da je glasbeno najboljše komaj dovolj dobro za otroke. To so misli znanega madžarskega skladatelja in glasbenega pedagoga Zoltana Kodaja, s katerimi se verjetno starši in tudi glasbeni pedagogi strinjamo. Zdaj še posebej, če pomislimo, da živimo v svetu potrošniške komercializacije, površnosti in vse, kar sem zraven sodi, nam verjetno kot staršem ni vseeno in želimo otroku ponuditi nekaj več in nekaj boljšega. In še posebej, če ne želimo glasbeno poneumljati otrok, je ta misel prav na mestu. Velja namreč, da ni otroka brez posluha in tudi ni staršev brez posluha. Sodobna glasbeno-pedagoška znanost že nekaj časa pravi, da se prav vsi rodimo z določeno mero glasbenih potencialov in samo od nas, od lastne aktivnosti in seveda od kakovostnih spodbud v okolju je odvisno, ali se bodo te glasbene dispozicije tudi razvile. Seveda ne moremo pričakovati, da bodo prav vsi otroci postali novodobni Mozarti, ampak verjetno pa si želimo, da bi vsi postali ljubitelji glasbe, ki bi jo znali izbirati za svoje potrebe in ki ne bi naglušno sprejemali prav vse, kar ponuja glasbena industrija. Zdaj lahko že rečemo, da so pravočasne glasbene spodbude v zgodnjem otroštvu zelo pomembne in tukaj imamo seveda starši pomembno vlogo. Zgodnje otroštvo je pravi čas za to. In glasbene spodbude se praktično začnejo že v prednatalnem obdobju in so še posebej pomembne v zgodnjem obdobju otroštva. Kaj lahko kot starši naredimo? Predvsem aktivno sodelujmo pri otrokovem odkrivanju čarobnega sveta zvokov. Ne pristajajmo in ne računajmo samo na pomoč sodobne tehnologije, ki je danes prisotna na vsakem koraku. Velja namreč, da noben računalnik in noben pametni telefon ne more nadomestiti materine uspavanke, ne more nadomestiti glasbenih igrarij, ne more nadomestiti pozornega poslušanja zvokov narave in izbranih glasbenih del, ne more nadomestiti družinskega muziciranja. Zdaj, če smo se včasih pritoževali, da na trgu nimamo dovolj glasbene literature za otroke, pa vemo, da danes založbe in med njimi seveda še posebej Mladinska knjiga ponujajo bogat izbor kakovostne glasbene literature za otroke in seveda tudi starše ter ostale, ki želijo kakovostno delati z otrokom in ga spodbujati v njegovem glasbenem razvoju. Družinsko okolje je torej tisti prostor in tisti čas, ko naj otrok doživlja glasbo, izkuša glasbo na spontan, igriv, ustvarjalen, dejaven in avtentičen način in skupaj s starši odkriva lepote glasbene komunikacije. Skozi glasbeno komunikacijo bodo otroci in starši namreč morda vzpostavili tudi, kako naj rečem temu, morda kar čustveno kopel, v kateri bodo doživeli vse lepote medsebojne glasbene komunikacije in ki jih bo nenazadnje lahko spremljala vse življenje. In ravno v tem je čar glasbe
da nas spremlja, spodbuja vse življenje in da otroci skupaj s starši lahko odkrivajo njene vrednote.